Egipt je pravkar razkril največje vojaško poveljstvo na svetu in to prinaša tudi sporočilo. Predsednik El-Sisi je v soboto odprl Oktagon, obsežen poveljniški kompleks, podprt z umetno inteligenco zunaj Kaira, zaradi katerega Pentagon deluje skromno. Po površini je 7 do 8-krat večji, napolnjen je z vojaško tehnologijo naslednje generacije. In zasnovan je tako, da pod eno streho usklajuje celoten egiptovski nacionalno-varnostni aparat. A vendar je to, kar je Sisi povedal med slovesnostjo, dvignilo obrvi v regiji. Oblečen v polno vojaško uniformo, prvič po več kot desetletju je izjavil, da ne bo normalizacije na ravni javnosti brez pravičnega miru, ki bi končal okupacijo. Očitno se je nanašal na Izrael. In to je jasen signal, da čeprav mirovna pogodba Egipta z judovsko državo iz leta 1979 ostaja nedotaknjena, odnosi na ravni javnosti ne napredujejo. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Jos Šefers, novinarka v Kairu. Jos, lepo, da ste danes z nami na E24 News English. Kakšno sporočilo Egipt pošilja s tem novim oktagonom? Divje je že samo pogledati te slike, moram reči. Res je, popolnoma noro. Še posebej zaradi njegove velikosti. Že ste ga primerjali s Pentagonom v ZDA, kar je seveda poštena primerjava, ker hej, Pentagon, potem pa Egipt zgradi oktagon, ki je, ja, tolikokrat večji od Pentagona. V resnici pa Egipt ni tako velika strateška. Zadeva tukaj na Bližnjem vzhodu, da bi morali vohunati za drugimi državami, zbirati obveščevalne podatke in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Ampak v primerjavi z Pentagonom v ZDA je tukaj v Egiptu in imam odprt seznam, ker si vseh teh podrobnosti ne zapomnim. Ni samo Ministrstvo za obrambo, malo tudi Center za vremensko napoved, vse linije za klice v sili bodo vodili od tam, tudi telekomunikacije bodo vodili od tam. To bo skladišče za velik del vojaških zalog. Imeli bodo ogromna skladišča tam. Torej, to je več kot samo Ministrstvo za obrambo. In morate vedeti, in se vračam na vaše vprašanje, da ima vojska v Egiptu ogromno vlogo v gospodarstvu. Čeprav Mednarodni denarni sklad IMF s tem ni najbolj zadovoljen. Toda egiptovska vojska ima tovarne, ima bencinske črpalke, ima banke. Torej, to je več kot le vojska tukaj v Egiptu. In vse to je treba nekam namestiti. In kar to pomeni, kar je Sisi povedal med otvoritvijo tega ogromnega, kompleksnega objekta, kakorkoli ga želite imenovati, je, da je to predvsem namenjeno egiptovskemu ljudstvu. To ni namenjeno svetu. Mislim, svet ne bo navdušen nad nekakšno ogromno stavbo. Bolj gre za to, kaj se dogaja tam v Egiptu, ker ja, zgleda impresivno, ampak nihče ne ve, kaj bojo tam počeli. Zaenkrat ne dovolijo nobenih novinarjev noter, niti lokalnih egiptovskih novinarjev, ne. Ampak ja, Egipt mora biti, Sisi je to sporočilo predstavljal lokalnemu prebivalstvu. On podpira Palestino in ve, kako pomembno je to za egiptovsko ljudstvo. In Egipt preživlja težke čase. Tako, namesto da bi ljudje kritizirali njegove velike izdatke za ta projekt v novi prestolnici, preprosto pravi, da nikoli ne more biti miru na Bližnjem vzhodu brez palestinske države. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Spomnite se, kaj je rekel prej. Rekel je, da je to, kar Izrael počne v Gazi, sistematično genocid. Torej, ja, to sporočilo je bilo še posebej namenjeno egiptovskemu ljudstvu. Kot naprimer, hej, na vaši strani sem, ampak v bistvu prav, porabil sem ogromno denarja za to. Ne osredotočajmo se na to, prosim, ne kritizirajte me. Podpiram Palestince tako kot vi. Torej, živimo naprej. Kako naj potem preostanek regije to razume? Pravite, da je to sporočilo za domače prebivalstvo Egipta, vendar preostanek regije to še vedno pozorno spremlja. Ali bi morali razmišljati o egiptovskih ambicijah kot o regionalni vojaški sili? Ne kot vojaška sila. Egipt bi rad postal diplomatska sila tukaj v regiji. Poskušajo imeti pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Gaze. Egipt poskuša pritisniti na Hamas, da bi dosegli dogovor in odložili orožje. Danes smo videli novico, da je Hamas uradno ukinil svoj politični element, ali kako ne rečem, oziroma tisti del, ki je upravljal Gazo. Ja, točno, tisti vladni del. In Egipt si res prizadeva za to. Želijo igrati pomembno diplomatsko vlogo v regiji in tudi z Iranom pri pogajanjih. In Egipt je to že počel v preteklosti. Pogajali so se o več primerih v Gazi, tako da Egipt ve, da je sposoben to narediti in želi ohraniti to vlogo. In to je glavno sporočilo, ki ga želi Egipt vedno pokazati svetu. Prav tako so bili prisotni v Pakistanu pri posrednih pogajanjih med Iranom in ZDA.
Torej, ja, Egipt želi igrati pomembno diplomatsko vlogo tukaj v regiji. In kar se tiče vojske, imajo največjo vojsko na Bližnjem vzhodu. In ja, vsako leto prejmejo 1 milijardo 300 milijonov ameriških dolarjev od ZDA kot del mirovne pogodbe z Izraelom iz leta 1979. Ampak to ni najmočnejša vojska v regiji. Večinoma so to ljudje, ki opravljajo vojaško službo in zgolj ščitijo svojo državo. Nimajo ambicij, da bi svojo vojsko pošiljali v tujino. Vedno so zelo zadržani glede pošiljanja svoje vojske v tujino, da bi se pridružili. Naprimer, Saudska Arabija je večkrat zaprosila egiptovsko vojsko, naj se jim pridruži v Jemnu, vendar je Egipt to vedno zavrnil. Tako da, ja, gre predvsem za zaščito lastne države, ker je Egipt obkrožen z vojnami v Gazi v Sudanu in Libiji. Torej, potrebujejo veliko, močno vojsko, da zaščitijo državo. Tako vsaj menijo. Zdi se, da je to sporočilo njihovemu lastnemu narodu. Jo Šefer s podrobno analizo. Hvala, da ste bili z nami na i24 News English. Ni za kaj.